štartati. Mislim, da nisi na nivoju, veš. Kaj delinc ne dela? Delinc ne dela. Matale, to je pa Baterija to. Dobre, v redu. Dobre, spet je 5 sekund premočasa. Klet Kitajc. Ja, je 5. Ne, sem po mojem nisi na liniji, ne, pa verjetno senzor nek druge, pa mogoče baterija slaba, pa... Če je nova. A si dal folico dol? Se je drugače ne bi delal. Ja, no, ne vem. Ja, veš, mogoče imaš folico tudi na... Vodnik imam pa še gor. Vidiš, evo. Ja, sej. A je folica mogoče na senzorju, ali pa folica tam je na senzorju. Zdaj šteje, v redu. No, šteje. Ura šteje. Ura teče. Kje smo bili pri Dolgcajtu? Ja. Ne, hočem ti reči, da Dolgcajt, če ni kultiviran, ne, je strašno slaba stvar. Ne? Sej zato... To že mislim, da ne vem, kje že to piše, ampak da nezaposlen je hudičeva delavnica. Ja, jaz bi kar rekel, nekih teh verskih čitabah bi rekel. Je. Mislim, se sliši, kot nekaj... Zahodna stran se je to spomnila. No, ampak dajmo, da imajo prav. Ne? Ja. Recimo, pač vzhodnaki ta Dolgcajt kar... Spodbujajo, pa je nekako usmerjen. Ne? Ja, reflektirajo nase. Ne? Tako, ja. Ne? Če pa ne veš, kaj početi, ti je pa Dolgcajt in pol ponavadi pizdarije študiraš. Ne? Lej, in za tega bi tukaj Peli rekel, kouči, se pravi, nove zaposlite. Kouči ti povejo, treba se mi da najprej pogovoriti, kva bi lahko bil tvoj hobi. Seveda. Tega se treba sistemsko lotiti. Ti moraš imeti... Naj že pregaj na 500 si dolžen. Ja, nove zaposlitve. Sistemsko se je treba lotiti in je treba imeti, da ti moraš ljudi pripraviti na Dolgcajt. To ne bo, to je 5-dnevni vikend, ni to kizi. Ja, mogoče... Najprej moraš imeti denar, kot smo že rekli. Se pravi, plače mora biti večje. Ker treba imeti človek več hobi, več pa vsega in je pač treba. Ampak ljudem je treba tudi povedati, kaj si lahko želijo. Tako, pa tudi, če se s kakšnim pomojeniš, to ni nič slabo. To je dobro. Community building, več se bi družili en z drugim, kolesari bi šli. Marketinški oddelki bojo še rasli. Ja, lej. Ker moramo povedati ljudem, kaj si želijo. Ja, seveda. Veš, koliko cajta več imaš? 3 dni več imaš vikenda na teden. Nekaj moraš početi, ne? Več se z otroci ukvarjaš. Tako. Več se... Ja, lej. 5 dni si doma. Partnerkom ali partnerja se moraš več z njim pogovarjati. Se pravi, se moraš znati pogovarjati. In končno bi ljudi naučili se pogovarjati en z drugim o teh zadevah. Mogoče bi šlo tudi kaj na bolj. Mogoče tudi ne, ampak lej. Ja, zaprobati. Mislim, kakšen mrtev več bi tudi bil. Ja, v ekstremnih primerih tudi. Zato bi imeli pa ustrezno, zato moraš pa ta mehki prehod narediti. Tako, zeleni mehki. Mehki prehod v 5-dnevni vikend. Lej, poleg tega je pa še dobro za okolje, ker se ne bi fjakal. Mislim, saj na službo, ne? Kam drugam fjakal. Mislim, turizem bi malo trpel v to pogledno. Po moje ne. Seveda bi veliko ljudi bi šlo na morje ali pa nekam. Ampak se bi zapeljal, rekel 5 dni, grem jaz na morje. Zato pa izobraziš ljudi, da ni sam Portorož pa Bled, da moraš tudi v Davčo kdaj pogledati, recimo, ali pa ne vem. Ali pa Adlešič. Tudi, ja. Ali pa Drežnice. Poznaj svojo bližnjo in daljno domovino, ne? Kako je bilo včasih? Tako, jaz še nisem nič, tako da šel. Drežnice, žiri. Evo, lepo. To bo dobro. Žiri so lepe. Ja, sem bil enkrat. Ja, to vidiš. Dušan. Premalo očitno. Ja. Če ne veš, da so lepe. Ja, mislim, vem, da so, sem za Drežnice pa ne vem. Ja, tako da ne moram soditi. Tako da, veš. To ima na drug konc. Veš, koliko je majhna naša domovina, pa koliko malo poznamo. Pri nas je vse enodnevni izlet. Res, to je idealna država za tak eksperiment. Ampak kad si predstavljaš, da prespiš v Drežnicah, pogreš pa naslednji dan. Pogreš pa pa jaz bi šel lafati tam okoli Drežnic malo, da vidiš malo, greš tako prav. Zato imaš pa tam lokalnega majstra Lofaškega Gurja, ko greš do njega. Mislim, tako se bo rekel, ko bo naš marketing v nek stvari zrihtu. Se mogoče bo prišel nekaj še boljše titulo. Ne, sad to, da ti pove. Kaj ima tudi Frej? Kaj Frej pa nima, je kdo šel z mano lafati? Ja, pridu Drežnice, šla in krok. On bo v četrtek še delal, ker slučajno je pač gorski reševalc po četrtek pa petek dela, a veš, ko moraš. No, ampak zihar bo kakšen. V soboto, ko bo jaz prišel, bo pa šla od lafata in krok, bo pa lepo pokazal, ki je upo.
tam jim slabo bo šla, kaj je, veš, vse bo, mislim, top. Tako? Srečala bo ure, ki bojo, srečala bo tudi tvoji fredi, ki bojo tam dihali, pa neč jedli, pa neč pila, veš. Odprane v jo živeli. Ja, to, a veš. Sam se predstavljaš, to bi bilo. Ne? Za 5-dnevni vikend si lahko vzameš. Eni bi šli od Ljubljane do Triglava peš, ne? A veš, take stvari. Pa tudi Portoroža. Tudi Portoroža. To bi lahko enkrat naredili. A ne? A imaš cajt? Nimaš, ko moraš dopustiti. Če bi imel pa 5-dnevni vikend, bi šel pa komod. Taman, od Ljubljane do Portoroža, iz Prekmorja do Triglava. Do Triglava gre šlo. Ali pa z Goričko, Piran tudi. Tako najprej, da odhodiš, pa še na Triglav planiš, pa... Kle greš, pač čez vse te hribe, se pravi, češ Škofjeloško, Triglav. Juhu, pa dol. Ja. Še na visokem sam nazaj greš pa z vlakom, ali? Ja, valjda. Ne, šatel te počaka, razumeš, če je naslednji dan šiht, se moraš... Helikopter izdor te odpele, da si res gepard. Ti tako, zdaj že zresno, ker nimamo še teh 5 dni. Ja. Ti tako misliš? Lušno je. Čeprav ta ne bi bilo. To je že tako enkrat predlagal, pa mislim, da je glih od nekih 5 dni govoril, sam mislim, da je bilo tudi 25 let nazaj, tako da mogoče bi mogel en teden. Ne, pa to ni 7-dnevni izlet. No. Čeprav 2 dni do Duke, 3, če greš res počas, pa še 2 dni do gor, dobro je. To bi šlo. Ta bila kar dobra. To je boljš, kot posejovni Triglavski. Boljša. Predvsem ja. Mislim, tako, bolj doable. In pa res, da ne, rabaš. Ja, neč, ali pa stranko naredimo, pa imamo 5-dnevni vikend do naslednjega leta, ko se bomo tega lotili. Tudi prodamo to idejo nekomu, pač, kjerikoli stranki, ki je pripravljeno vzeto. Ja, damo. Za 10% damo. Telefon že zvoni. Ja. Mislim, jaz ne vem, kdo reče temu ne. Nič. UTD pa gremo, ajde, zdaj bo itak, aj vse delo na nas, pa tako da se vse ne bo delo. Tako da nekaj moramo početi vmes, ko bo on to delal. Seveda, zato greš pa na Triglav. Ja, in ti boš dobil zdaj njegovo plačo, ne? Ja. Zdaj tako dela te stvari, a ne? A ne? Ni to tako? No, ne vem, no. Vse boš videl. Jaz čisto razumem to, da oni to delajo zaradi ne, obšte dobro, spet v lepi slovenščini. To seveda, absolutno. Ne? Ja. Je. V imenu neustavljivega napredka, pa da bi nam bilo vsem lepš na tem planetu. Tako, vidiš, vse se razumemo. Zdaj smo pa razblinili ta 5-dnevni vikend. Še zmeraj predolg ime, da se da nekaj spomniti. Ko dvodelovnik mi je všeč. Dvelovnik. Dvelovnik. Malo tako kot dvoživka, ampak boljš. Dvelovnik. Sam mečkan se še sliš, ne? Ja, dvelovnik. Čuden, ampak... To je zdaj, ker še nisi navajen. Ker si navajen, stari bo... Še 3 dni dopusta, pa je pa že dvelovnik. Veš, koliko smo v zadnjem času enih besed iznajdli, pa jih recimo zdaj vsakodnevno uporabljamo, ne? Ja. Kako se ne bi na dvelovnik navadil? Ja, dvelovnik, hashtag dvelovnik, jaz že zdaj dam hashtag. Hashtag dvelovnik. Jaz sem že kar navajen, dvelovnik, dvelovnik v zakon. 5 dni bo mogel trpeti, stari, veš kam grem, kaj vprek more gremo hoditi, razumeš, za 5 dni. Pa še le dvelovnik, da sem lahko malo spočil od vikenda. Ja. A veš? A veš, da je bilo kontra, da bi se prišel v službo spočiti. Dvelovnik v zakon. Dvelovnik v zakon, vala. Dvelovnik moramo. Naj dvelovnik postane zakon. Ja. Še ne par teh visoko letečih. Dajmo si čas. Dajte povedati tudi skodo, kva bi delali s temi nedvelovniškimi dnevi 5. Dobro, mi smo rekli, Triglav pa to. No, to ne greš vsak teden. Ne? Ja. Sej, a veš, tedno je pa 52, ne? Tudi če so nedvelovni. Ne? Ja. A veš, nedvelovni dnevi. Dobro, ker še dan moraš tudi ležati. Ja. Moraš se spočiti. Regeneracija mora biti. Pravica do počitka bo šla v 1. člen. Tako? To gre. Ko bomo itak imeli večino. Regeneracija je potrebna. Zdaj, edin mene zanima, a po dvelovniku tudi otroci hodijo v šolo ali so doma? Smo skupaj. Ne, jaz sem zato, da hodijo v šolo. Ne, samo to. Križa naj se.
Ne, križajo se ne, zato ker pač smo le humani. Ne. Ker moji otroci so rekli, da to ni pošteno, ne, da pač že zdaj pravijo, da ni pošteno, da sam ne. Dva dni vikend, kaj vsem njim ni dva dni vikend, pa 5 dni moraš delati, kar je princip delovnika. Ja. Tako da oni so že to zapopadli. Ne. Tako da jaz mislim, da ne. Sam tako. Jaz mislim, da če bi imeli tudi oni šolski delovniki, šolo v glavnem, se premalo naučili. Oni morajo vsaj 4 dni biti. Ne, zato ne imajo delovnika, ampak pač bo pa del časa trajalo. Zakaj mora biti vse tako? Ne, veš zakaj? Zdaj ti bom razložil. Zato, ker če ti končaš osnovno in srednjo izobraževanje in mogoče tudi faks do neki 22-23 leta, pol si še voljan delati v industrijah, jaz bi pa to uvedel kot še eno naslednjo stvar, ne? Se pravi, obvezno služenje v hospitality services po faksu 2 leta ali pa 3. Tam nekje. Kaj vojska, samo da greš delati v gostinstvo, trgovino, tam, kjer delaš z ljudmi, kjerkoli, na šalter, a veš, obvezno mora vsak mlad človek ti izdelati in hkrati rešiš problem kadra, kdo v to delu, a veš, imamo te stvari porihtane. Ljudje se naučijo, kako delati z ljudmi, da ni to enostaven in znajo ceniti tudi ta dela, ker to je za vsadzga, ne ker tako, da pol delo jože pa ne. Ja, pač uravnila, ko vsi. Okay, mislim, to je na mestu vojske, to je ena sorta obuka, priprava za življenje, spoznavanje z družbo, to tako zapeljaš na te stvari. Strinjam. A veš, pa gremo pa dalje, ne. Mi pogreš pa v delovnik, ne. Ti izdelaš pa skozi. Ja, ti izdelaš pa skozi. Ti izdelaš pa the old way, da se navadaš in da znaš pol tudi ceniti delovnik. Seveda, in ceniti ljudi, ki ti omogočajo ta delovnik. To so pa ta mladi, ki imajo največ elana, rosenjola pa energije. Tako. Pa dosti so glupi, da bojo nasedali. Mislim, to bomo črtali za pisnika. Prvič bojo šli v ulice, ne. Zakaj oni, mi pa ne smemo, ker smo mi stari pa ne moramo. Mehak napredek, to si moramo še nekaj izmisliti, ampak lej. Vsaka... A veš... Vsak... Mal je še za obrusiti. Mogoče malo še za ideje. Mamo, ideja je. In glavna ideja je super. Ni to sam kos marmorja. To je že tako, to je že malo Davidu podoben. Lulček je že odzun. Mislim... Stegna pa stegna pa to, veš. Bloki so. Pa žila na rok. To hudo ni, ampak ne, a veš, pa imaš to porihtane, a veš, ful stvari se kar samo zrihtane. Lej, kako se to sestavlja, ta najboljši ta mladih nikoli ne zmanjka, še to je ena stvar. Sam pač, ker si v delovniku, boš tudi cajta otroke delati, pa je vse v redu, a veš. Vmes se pa še naučiš. Itak vsi jamrajo, da nas je premalo. Itak, tako da sam bam, pa bam. Pogreš pa pač po to rože v Piran, peške, pa pa tret, pa vse to bomo pa že najdel del. Ker a veš, koliko ljudi bo ne delal, mislim, bo dvelal, to si bomo vsi zmišljali, kam bomo hodili za vikend. To bo the best. Dobro. Ja, to je to. To je rešen. Ja, to je rešen. To smo rešili, zdaj kaj še kakšni drugi problemi na svetu. Še rešimo. Zdaj, ker smo lih tukaj. Ja, ker smo že tukaj. Čak, krizo ukrajinsko, ti smo prejšnji teden rešili. Ne, nismo rešili. Ti ste itak zmenen. Tam mi nimamo, kaj ne. Ja, ne, ti so že, eni so se že zagrebali. Razen, to v prihodu s tem bo, da je težko karkoli reči, stari. Jaz ne bi tle šale delu. Ja, to je res. Smo le 9 dni ne, 10 dni stari, v teh cajtih se lahko zgodi. Je benti veliko. Kva se bo ranška spolnost. Sam, ko smo rekli, stvar je dogovorjena. To pa zihar. Mislim, da vse je že zmenen. Ne, stari, se ni treba klicati, vse je že zmenen. Kar na hod. Na hod v redu je, se res je. Če bo sam to, bo še v redu. Nažalost. Tako da, gremo mi zdaj... V intro? Ne, zdaj pa da idemo Slavkata. To prav cajt, po propisi ima 14 minut Slavko. Zdaj pa intro. Dobro. Zdaj smo že vodot, tako na radiju. Ja, le. The best.
To je pa res dobro. To je visoki profesionalizem. Na najvišjem nivoju. Ja. To se vidi, to je Liga prvakov. To je pa noro. Liga prvakov. Top atleti. Ja, Najboljši v primu svojega življenja. Ni čudno, da take denarje bašamo. Yes, baby! To je noro. Ronaldo, ki je bil še pri Unitedu. Ali pa pol pa Realu. Ja. Za koliko si podpisal peli? Stari. Tako da si lahko dvelo jih premoš. Še zdaj se mi reži. Nismo zaradi nara tukaj. Ne. Mi smo tukaj zaradi vas. Tako. Mi smo tukaj zaradi dvelovnika. Gre za, drage poslušalci, gre za našo in vašo prihodnost. Zdaj, če se hitro zmenimo, pa tole damo v ustavo, boste lahko že čez 2 leti imeli dvelovnik. Ja. A veš? Ja. Mislim, zakaj pa se zdaj troštali pa jebali 40 let za te reforme? A smo vsi za to, smo za to. Mehki napredek. Bum, bam, bam. Ne, ni. Ustavna večina pa je. Najprej še dol potegneš in to je to. Revolucija, reforme niso bile nikoli dobro sprejete. Ja, sej. Mislim, se revolucija ponovadi tudi ne. Mislim, da kjer strani se vam mislim. Fanta, se ne vemo, koliko cajt to traja. Mogoče bo hotel ljudje nazaj delati 5 dni na teden. Če hočeš, pa lahko greš. Demokratično. Mogoče se pa sam pravica do izbire. Kaj pa če pol sam delovnik? Kaj to sam en dan? Zajeban. Pizda, sam ta ime pa že imamo. Ne, pa se bojo pa ljudje zbutili, stari, to ni v redu. Eno delovnik, treba je jasno in glasno poudariti. Delovnik, ki smo gotovili, da je to optimalno. Naredi se, pa še cajt imamo za življenje, za druge stvari. Ja, vala. Za življenje. Vala. Naredi se to, kar moramo narediti. Ne bomo signal, Musk ne rab še 7 rakete poslati v vesolje. Lej, pa če bi en hotel narediti 5 navadnih delovnikov, ne? A veš, mislim, tednov. Mislim, tako, da jih narediš po 5, pa imaš pol frej, da greš potvati. Aha. Tudi lahko. Komod, se zmenimo. Lahko tudi delaš, koliko za čas navajen. Se bomo imeli mi službe, da bojo to razporejali ljudi sem levo desno. Ja, ne, pa sej, če češ, lahko tako delaš. Lahko imaš 5 dni delovnih, 2 dni vikend. Malo bo ta zmedel vnesla v ta sistem zdaj. Se imamo stari, to se bo vse samo rešilo. To bo vse samo rešilo. Sploh v bistvu... Dajmo ljudem možnost izbire. Zber si, vse vzem, kukar češ. Vala. Nared. Navadnik, dvelovnik, kukar češ. Lahko si samo enega butneš. To bo the best. Ja, mogoče sploh še ni noben vprašal, za kaj tazga, Ne, veš, mislim, recimo, če pri teh, ne vem, zdaj, pri teh šahovskih, pa ne vem, teh gov, pa one zadeve, vse skupaj, je najdla čist neke nove rešitve, ki jih v bistvu ljudje, sploh mi nismo pomislili, glede, a veš, koliko cajta te igre že igramo, in nismo nikoli niti pomislili na neke take zadeve, in una jih je najdla tik-tak, Pa valjda, da najde tudi za neki naš live rešiti. Za delovnik pa mladina ne dela. Se mogoče se ona spomnila še kaj boljšega. Mogoče se sploh spomnila, da treba hoditi. Da ona vse naredila, veš? Bom jaz, počivaj, bom jaz zrihtala. Poezijo klepi. Poezijo klepe, pejt ven hodi. Zanj sem poslušal unga majstra, tale Zopančič David, sem tudi knjigo prebral, ta Znanost mirnega življenja, priporočam. Vse pove, mislim, na dolg in širok pove, da je fajn meditirati, da se je fajn pač, da imeti ljudje sebe enake, pa čutiti z njimi, pa še ena par stvari, kako meram biti, ampak predvsem sem si zapomnil, da je fajn malo meditirati, pa da ni treba pretiravati zdaj z nekim, a veš, na polno pol ure na hard, ampak začni počas, pa bla, bla, bla. No, ampak bil je pa pri Mihiju in razlagal, da si on zdaj, ne vem, za malo jačanje možganske mišice se uči pesmi na pamet. Okay. To se mi zdi res dobro, da. A veš, da malo bral poezijo, tako
v torek. Ali pa ponedeljek pred čihtom, ko greš. Si vzameš ponedeljek za poezijo in let, prebereš vsega fuka poezije. Jaz nimam cajta, ne morem, Kosovo me še čaka. Dominacijo ne govorim. Tako je, včasih, kakšni, tako včasih doskrat v filmih vidiš, Byrona. Recimo, ne vem, en odstavek, iz enega, res taki ljudje obstajajo, mislim tako, da razen unih, ki so pač to študirali, ne vem, ali pa ne vem, neki, ne. Ampak da so recimo neki intelektualci, ki si pač delaš čisto nekaj drugega, ampak znaš neke te klasične stvari iz ust. Ja. Mislim, razumeš, bereš jih in v tem uživaš. Jaz vidim tle same lepe stvari v resnici. Narejen delovnik hashtag. Več časa za kulturo, več časa za odnose, za gibanje. To so same zdrave stvari v resnici. Pa predvsem, da se to bomo še nekam uturili, ker smo se že zanj spomnili, pač, da ti imajo svojega bogeca zase, pa stvari rešena. Ne govori drugim, da je tvoj bog kul, pa je to. Mislim, vse pač to, kar si prej rekel, meditiraj, moli ali karkoli, ne pač delaj to doma, žlobudrej si potiham. Kjero verzijo češ? Bog, če te je pač ustvaril, verjetno te pol tudi sliš, tudi če sam misliš na to. Super, in če ti to pomaga, kdo sem jaz, da sodim to? Tako. Se nimaš kaj. Ti se drži zase, da boš zase dober, pri sebi, na druge pa itak nimaš vpliva v resnici. Se ponovadi to je to, pa malo dihaš, pa je vse v redu, pa dvelovnik, to bo the best, mislim, res. Jaz že vidim. Narjen, gremo v intro. Čak, te sem se pa zdaj razpoložil, sploh ne vem, kje imam telefon. To sem odpadel. Tako da kje smo zdaj mi? Zdravo. Ne, čaka, avizo. Ja, sej. Ali nisem to že imel? To si že imel? Ne. Ja, seveda. Ne, ti si bil intro za začetek epizode. Mogoče le nismo taki profesionalci. Nove spremembe so nas malo ponesle. Kako je šlo hitro to? Stvari so res eskalirale. Še prej sem ugotovil, kam smo šli, smo bližili. Ja, dobro, sej tako pa če, nismo še tam, ampak do dvelovnika bomo pa zihar stari. Zdravo štopar, kako skaj danes? Vedi, da si ti najbolj pomemben človek v tvojem življenju. Globoka. Živiš probleme, ki so samo tvoji. Kljub temu pa smo mi še vedno. Aljo. Peli. To se je pa dobro išlo zdaj s tem dihanjem. Pa to je bilo pa dobro. To je v redu. Če pa tega ne boste podprli, pa pejte na hvala za se ribe, pika si. Zdaj sem pa to rekel, kot da je kletvica. Ne, nisem tako mislil. Mislim, ja. Ja, neč, ampak zahvalimo se pa vseeno za podporo. Ja, absolutno. Mi pa lahko gremo pogledati, kva smo delali v prejšnji epizodi. So kvarnik. Ne, kvarnik v pol. V prejšnji epizodi zapko, da smo spremljali na poti do... Kam je šlo? Do Asgarda. Do Asgarda. Prišel je že do Asgarda in je zdaj me potrkal. Čez most mogel priti, ki ga je naš dragi Hemči. Ga je vrval in valjda... Zdaj smo že kar na Hemči. Ja, Hemči na Heimdall, pa ne vem. Vse boljš Hemči, jaz Heimdall se res nisem zapomnil. Hemči ga varuje, ne? Kot se za nordijsko mitologijo spodobi. Ja, ali pa je zdaj to kvarnik? Bifrost, mislim, vse to smo še vse povedali. Bifrost je ta mavrični most, ki greš čez njega, pa greš v Asgard. In smo spet v 6. poglavju. Tokrat bomo prišli... Šeste knjige. Tokrat bomo prišli zihar kam dal. Zdaj smo že tam, ki ga vrže iz... Ki ga levi mozak vrže z raketa? To smo že, to smo obdelali. A to smo že, kaj? Ja, to smo rekli, da ga je pol. On vas je tukaj pol že debatirala, ne? Aha, ugotavljala sta, mislim,
Zapad je hotel vedeti, če je Thor doma. Ne? Ja, tako. Če ga lahko pokliče. Najprej da ga spusti, pa ne torče. Poklical, ne. Klej sploh v bistvu še nismo vedeli, kakšen je zaplet. Ne? In ta je pač zgleda vrval malo Tora. Ne? Ja, mislim vse ne. Pač. Itek smo povedali, da je pač noben rad videl smrtnikov tukaj. No. Da so prišli, tako kot si rekel, težiti prejšnji teden. Ja, vala, pač namarajo. Ne? Pač namarajo in pač, raj ne, no. Raj nekaj, na hote. No. Bomo mi prišli, če nas te raba, ali pa tudi, če ne, ampak sem pa na hote. Ja. Ampak tudi ne, Zaphoda niso najbolj marali. Če ljudi niso marali... On se je prišel pogovoriti. Ja. Mislim, da res ni bil dobro zapisan gor na Asgardu. Ampak on je, a vidiš, on je, ne, sam, poglej te bogove, ne. A veš, mislim, on se pride pogovoriti, ne, on bi rad popravil te stare krivice, pa stare, ne. Napake pa to. A veš, ampak oni so ti zamrljivi. Ja, sem mislil res, ne. Res, ja. Mislim, že tako je šel, bi blazno šel Hemčiju na kurac. Ne? Ja, mislim, turbo na kurac. Čizno šel na kurac. Poleg tega je pa... Mislim, da mu je že šel že malo predolg na kurac, ker se je kar vlekel. Ja. Pa je pa še Thor ga pa očitno še manj ga imel rad. Da nekem telefonu ga je bombno. Ja, čeprav, pol je on pač hotel spet, da pač 3 naloge, ne, da ga spusti naprej. Ne. Čak, to nisem štekal, to je standarden protokol, če greš čez malo most ali kaj. Tako. In Bogu bi neke 3 naloge in valjda se njemu ni dal 3 naloge, da je samo eno. Ne. Mislim, a veš, 3, ne, to je pozicija za kde mu brntati. Tako, ja. In pol ga je hotel, da je samo eno, da je Odina poklič. Pa on ga je hotel že zabrisati dol, ne, ker je kot polk kurat. Zmajem na te spustil, mislim. Vse živo. Vse živo. Pa da je Odina poklič, pa on bo ziher za to. In ga je, ne. Ja. Ga je, po dolgem pregovarjanju ga je, ne. Ja, sam Odin ni bil strašen vesel. Ne, ni bil. Ne bil vesel ne klica, ne to, da je pol na drug stran Zahod. Ja, to res ni bilo v redu. Ne. Ampak sej Zahod je pa tudi čisto vseeno, če ne. Zahod ga je še naprej drkal, ne. Ja. Še naprej je bil blazno, ampak pol pa odloži, ne. Ja. Hajmči in reče, da ne izrihta, ne. Kako to misliš izrihta? Pa je gotovo, da bi ga udaril rad, ne. Mislim, že to mu je predal opcijo, da ga bi... Pač ni bil, čekam, kako je že... Ne izgleda kot nesrečen, ne bo nesrečen, ampak ne izgleda kot umor. Ja, to, kar se ga hoče znebiti. Tako je, ja. Ja, sam, ne pridete pol do tega, da bo mogel čez most priti. Ja, serij pa mu reče, pej čez most, ja. Pa seveda imate še to debato, kako to misliš. Še Zapad ga vpraša, kako čez to most. Ja, čez ta most, nekaterem si še to ga malo spet v živce sprav, pa čez zid. Če kdo zna, kako v živce spraviti, to Zapad res dobro. Vmes je pa Hemči zmaje poklical. Aha, vmes pa še zmaje prišli. Ja, niso še prišli, on jih bo poklical in mu je dal celo prednost, mal ne, par sekund, ampak pol, ki je toliko časa nabil, je še to 10 sekundno prednost zgubil. Še to, ker je še guflov vmes. V bistvu je mogel čez most, pa čez zid je mogel prijeti, čist preprost. Ne? Ja. V bistvu sam to je rekel, eno nalogo imaš. Ne? Čez most, pa čez zid. Ja. Medtem pa ne. To je bilo pa to, v bistvu. Medtem pa smo, pa je bilo pa to, pa smo tukaj, pa naredimo en... Kratek prečino običalnik. A je bomo tako, ja. Ja, lahko je. Lahko pa tudi, kad se v bistvu tole... Kar rečemo. Ne, lahko pa tudi, se v bistvu tole... Zgodba pol šifta na drugo. Zgodba šifta na constant... V angleščini je ful dobro, ker je constant moan. Ne vem, kako je... Mislim, ker se... A veš, constant moan ima drug pomen kot constant moan. Gremo do vogonov, no. Ja, gremo do vogonov. Pa tukaj naredimo pečino, ker je čist druga zgodba. Čist druga zgodba. Sam imam idejo, kako bomo ful hitro povedali naslednjič. Pa se bomo raje pogovarjali o dvelovniku, pa teh pomembnih stvareh. Tako. To, kar je za življenje pomembne. Hashtag dvelovnik. Za vas gre. Ja, za vas gre. Zate gre. Tako. Pa ne takole dol. Ne. Lej.
če bo dvelovnik, noben ne bo več pisal knjige o izgorelosti. Ja. To je obljubo. Mislim, boste izgoreli od vikenda. Ja. Kar bomo pa z drugimi stvarmi rešvali. Ja, bomo pa pol spet. Ja, pa bomo mogli nekaj rešiti. Če bomo imeli sisteme, bomo imeli službo, da te opozori. Ej, ne moreš 3-krat zapored jeti na Triglav. Tako. Ne boš izgorel. Regeneracija v Novo Gorico na pico, pa še posluš Big Ben, ki bo spet ostal iz Zaferida. Mi se že umrli. No, ne, po Big Ben. Ne, Big Ben, to, kar je imel on pust. Ne, pustimo. V glavnem, ful bo dela s tem vikendom, no, mene že malo skrbi. To bo treba res razmeriti. Ja, treba razmeriti. Bojo nižni primeri. Jaz sem že zdaj zmatran. Rabaš dvelovnik, ne? Se sem že od tega zmatran. Sam razmišljam. Pa boš ti pa na eno delovnik testno. Nima veze. No, prav. To je to. Bo to pa pilotski projekti. Ja, nekaj dej za znanost. Treba je testirati, ne? Čeprav, kot te jaz poznam, boš pa dokončno začel pervariti, pa bo res the best. Ne, bo zdaj kjer, brez alkohola. Ja, dajmo to. To bo the best. Dajmo to. Ja, nič. Hvala, ker ste nas poslušali do konca epizode, v kateri za vas rešujemo vsa socialna vprašanja. Lahko nam jih tudi bo Peli povedal. Ja, hashtag dvelovnik, svoje ideje nam lahko sporočite na Discord, dopisnice, državno mreže, pa tudi lahko. Ali pa kar na ulico. Kar na ulico, dobimo se naslednji petek. V četrtek v 4 se dobimo. Dvelovnik. Čak bomo polk, bomo nehali, bomo nasneli. Vsak part rekel, pa jih bom tako naredil, da se sliši, da je cela ulica. Mogoče v to AI naredil. To v glavnem. No, Lice Sojska 52. Dajmo, da vidimo, da je zakaj to. 1000 Ljubljana. Zdaj pa res pričakujemo veliko kartic. To pa res. Samo hashtag dvelovnik, pa bomo vse vedeli, kaj je. Za dvelovnik gre. Ja, za dvelovnik gre in pa bomo pa prešteli kartice, tako kot smo rekli že undan. Ja. Stožcah. Tako. Ja. S vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč in ti gre za dvelovnik, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Dvelovnik. Hashtag dvelovnik. Ja, pa lepo se mejte, ne? Pa rad se mejte. Tako, pa rad mejte dvelovnik. Ja, vemo pa. Baterija šla. Baterija.